Današnja situacija v evangeliju. Jezus, grešnica in farizeji s kamni v rokah. Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In spustili so kamne in odšli. Osramočeni. Z eno tako lekcijo življenju. Pa to ni bilo prvič v evangelijih, ko so dejansko tako v prenesenem pomenu metali kamenje. Najprej je Peter postal ena ogromna skala, ki se je hotela zavaliti na Jezusovo pot, da ko bi Jezus prišel, ne bi mogel naprej in bi se obrnil in šel drugačno pot. Tomaž pozna tak droben pesek, ki si ga je v času vstajenja metal v oči. Strah, obup, žalost. Toliko peska, da ni verjel, da je Gospod vstal. Poznamo Judov kamen. Tega se ponavadi tako ostrega meče v hrbet. In sprejel ga je Gospod. Vsak izmed nas pozna različne kamne. Obtožbe, laži, nespoštljivost. Polno takih kamnov imamo. Mečemo si včasih v oči, včasih v telo, večino pa v hrbet. Pa vas povabim, dragi bratje in sestre, danes na Gospodov dan, na tiho nedeljo, ko Cerkev umolkne in se zazre proti Golgoti, da danes naše kamne spremenimo v rože. Namesto bolečega stika s kamnom podarimo nasmeh, dobro voljo, veselje, da smo skupaj. In naj tiha nedelja tlakuje tako rožno pot proti veliki noči, ko bomo vstali od vseh naših grehov skupaj z Gospodom vred. Pa lepo nedeljo in Božjega blagoslova.